Dragi prijatelji, ob vstopu v novo leto sprejemamo zaobljube, pretiravamo z nerealnimi pričakovanji. Morda kdo pomisli, da bi se 1. januarja zbudil kot nov človek. Si predstavljate, da bi imeli toliko motivacije, da bi kar tekli v telovadnico, da nas ne bi nič bolelo, da bi nas imeli vsi radi, bi nas vsi spoštovali, da nas sosed ne bi spravil ob živce, pa otroci iz tira, da bi imeli dovolj časa zase. To bi bilo super, kaj ne? Toda, ali si je res potrebno za novo leto postavljati previsoke cilje? Morda, pa lahko v letu 2025 odložimo načrte za samoizboljšavo in ponovno odkrijemo to, kar želimo. Torej, ustvarjeni smo po Božji podobi, s tem smo tudi dovolj dobri za Boga in bližnjih. Začnimo leto preudarno, starodavno modrostjo, ki govori o tem, da se človek lahko skrije v Božji ljubezni. Zato naj vam leto 2025 voščim z duhovniškim blagoslovom. Gospod naj ti blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli